Po tistem je Jezus hodil po Galileji. Po Judeji namreč ni hotel hoditi, ker so ga Judje želeli umoriti. Medtem se je približal judovski šotorski praznik. Njegovi bratje so mu tedaj rekli: Odidi od tod in pojdi v Judejo, da bodo tudi tvoji učenci videli tvoje dela, ki jih upravljaš. Nihče ne dela česa na skrivnem, če hoče sam biti znan. Če delaš take reči, se pokaži svetu. Niti njegovi bratje namreč niso verovali vanj. Jezus jim je tedaj dejal: Moj čas še ni prišel. Vaš čas pa je vedno pripravljen. Vas svet ne more sovražiti, mene pa sovraži, ker pričujem o njem, da so njegova dela hudobna. Vi le pojdite na praznik, jaz pa na ta praznik ne grem, ker moj čas še ni dopolnjen. To jim je povedal in ostal v Galileji. Ko pa so njegovi bratje odšli na praznik, je šel tudi on sam, vendar ne očitno, ampak na skrivaj. Judje so ga med praznikom iskali in govorili. Kje je tisti? Med množico se je veliko šepetalo o njem. Nekateri so govorili, Dober je. drugi pa so govorili, Ni, temveč zavaja množico. nobeden pa ni javno govoril o njem zaradi strahu pred Judi. Šele sredi praznika je prišel Jezus v tempelj in učil. Judje so se začudeni spraševali, Kako ta pozna spise, saj se ni učil? Jezus pa jim je odgovoril in rekel: Moj nauk ni moj, temveč tistega, ki me je poslal. Če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Kdor govori sam od sebe, išče svojo slavo. Kdor pa išče slavo tistega, ki ga je poslal, je resničen in v njem ni krivice. Ali vam ni Mojzes dal postave, vendar je nobeden med vami ne uresničuje? Zakaj me hočete umoriti? Množica je odgovorila. Demona imaš, kdo te hoče umoriti? Jezus jim je odvrnil in rekel: Eno delo sem storil med vami in se vsi temu čudite. Mojzes vam je dal obrezo, ne kakor da bi bila od Mojzesa, ampak je od očakov. In vi obrezujete v soboto. Če torej človek lahko v soboto prejme obrezo, da se ne krši Mojzesova postava, zakaj se jezite nad menoj, ker sem v soboto ozdravil celega človeka? Ne sodite po videzu, ampak sodite s pravično sodbo. Nekaj Jeruzalemčanov je tedaj govorilo: Ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti? In glejte, javno govori in mu nič ne rečejo. Mar so voditelji resnično spoznali, da je on Mesija? Toda o njem vemo, odkot je. Kadar pa pride Mesija, nihče ne bo vedel, odkot je. Jezus je tedaj med poučevanjem v templju zaklical in rekel: Vi me poznate in tudi veste, odkot sem. Nisem prišel sam od sebe, toda tisti, ki me je poslal, je resničen. In vi ga ne poznate, jaz ga poznam, ker sem od njega in me je on poslal. Tedaj so ga hoteli prijeti, toda nobeden ni naden dvignil roke, ker njegova ura še ni prišla. Med množico pa jih je precej začelo verovati vanj in so govorili: Bo mar Mesija, kadar pride, storil več znamen, kakor jih je storil ta? Farizeji so slišali, kaj množica šepeta o njem. Tedaj so veliki duhovniki in farizeji poslali služabnike, da bi ga prijeli. Jezus pa je rekel: Še malo časa sem z vami in nato pojdem k njemu, ki me je poslal. Iskali me boste in me ne boste našli.
In tja, kjer sem jaz, vi ne morete priti. Judje so tedaj govorili med seboj. Kam namerava iti ta, da ga ne bomo našli? Mar namerava iti k razkropljenim med Grke in bo učil Grke? Kaj pomenijo besede, ki jih je rekel: iskali me boste in me ne boste našli, in tja, kjer sem jaz, vi ne morete priti? Na zadnji veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel v duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli verovanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličen. Nekateri iz množice, ki so slišali te besede, so govorili: Ta je resnično prerok. drugi so govorili: Ta je Mesija. nekateri pa so govorili: Mar pride Mesija iz Galileje? Ali ne pravi pismo, da pride Mesija iz Davidovega rodu in iz Betlehema, vasi, kjer je bil David? Tako je med ljudmi zaradi njega nastal razdor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nobeden ni naden dvignil rok. Služabniki so se torej vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: Zakaj ga niste privedli? Služabniki so odgovorili: Še nikoli ni nihče tako govoril. Ste se mar tudi vi dali zapeljati? So jim odvrnili farizeji: Je kdo izmed voditeljev ali farizejev sprejel verovanj? Ta množica, ki ne pozna postave, pa je prekleta. Nikodem, ki je bil eden izmed njih in je prej prišel k Jezusu, jim je rekel: Ali naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne spozna, kaj dela? Odgovorili so in mu rekli: Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in sprevidi, da iz Galileje ne pride noben prerok. In šli so vsak na svoj dom.